Konec meseca maja ste obeležili 40. jubilej Varstveno-delovnega centra Radovljica in če pogledava, kakšna je bila zgodovina Varstveno-delovnega centra Radovljica, kam pravzaprav segajo začetki? Lep pozdrav. Pred konc meseca maja smo obeležili 40-letnico delovanja Varstveno-delovnega centra, ki deluje v okviru Centra za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica. Na začetki delovanja te dejavnosti, tega našega programa, segajo tja v leto 1979, ko se je v okrilju takratnega zavoda v Kamni Gorici prvih 8 mladostnikov vključilo v delavnice pod posebnimi pogoji. Kasneje je ta dejavnost preraščala, tudi sama dejavnost se je selila v prostore sedanjega zavoda. Leta 2010 pa se je Varstveno-delovni center v Radovljici preselil v današnje prostore, tukaj, kjer deluje ta dejavnost danes. Prostori so sodobni, ustrezajo trenutno večini naših potreb. V ta Varstveno-delovni center so vključeni odrasli ljudje, ki imajo motnjo v duševnem razvoju. Danes prihaja na delo sem 85 uporabnic in uporabnikov in mislim, da imamo dobro razvito to našo dejavnost in tudi dosti dobre pogoje za delo. Podobno, skoraj vzporedno nekako je potekel tudi razvoj Varstveno-delovnega centra na Jesenicah, ki prav tako deluje pod okriljem Centra za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica. Tudi tam se je pa leta 1981 18 mladostnikov vključilo v delavnice pod posebnimi pogoji. Kasneje je ta dejavnost delovala pod okriljem Osnovne šole Poldeta Stražišarja. Leta 2006 je prišlo pod okrilje Centra za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica. In tudi oni so se leta 2012 selili v nove prostore in tudi na Jesenicah ocenjujemo, da imamo danes dobre pogoje za delo. Na delo tja pa danes v zdajšnjem času prihaja 45 uporabnic in uporabnikov. Nahajava se pravzaprav v delavnici in kako pravzaprav delate z uporabniki v vaših delavnicah? Ja, v naših delavnicah, kot je že direktorica omenila, dela 85 uporabnikov, kar pomeni, da so tukaj razdeljeni v 4 delavnice, govorimo za Radovljico, in tukaj opravljajo razna dela, in sicer predvsem kooperantska dela, to se pravi dela za podjetja, za zunanje naročnike, za njih sestavljamo razne izdelke, ki se potlej pojavljajo na trgu. Tako da poleg tega se v delavnicah opravlja tudi druga dejavnost, kot je tudi lastni program. Nekaj uporabnikov odhaja v zunanje okolje, kjer v bistvu opravlja dela storitvene dejavnosti in pa dela pri delodajalcih, kjer nastopajo v bistvu v delu relativno samostojno. Kako uporabnike motivirate za delo? Ja, uporabniki so v bistvu si želijo delati. Delo je tista stvar, ki nas nekako dviga in nam daje neko možnost po uspehu, priložnosti v življenju, ki se nam odpirajo, temeljijo ravno deloma tudi na delu, tako da v bistvu z motivacijo večinoma nimamo težav. Delo samo po delavnicah je organizirano tako, da so prisotni z uporabniki vedno tudi naši delovni inštruktorji, mentorji, ki pomagajo opravljati razna dela, tako da smo sposobni zaključiti tudi večja naročila, ki pridejo od, bom rekel, naših naročnikov. So kooperanti zadovoljni z vašim delom, kar uporabniki naredijo? Ja, jaz mislim, da so zadovoljni. To se predvsem vidi po tem, da imamo veliko naročil, veliko partnerjev, ki se obračajo na nas takrat, ko potrebujejo razne storitve, razne dokončanje raznih izdelkov. Tako da mislim, da smo kar uspešni. Koliko časa si že tukaj v Varstveno-delovnem centru? V varstvenem delu sem že 24 let. Prišel sem, ki bo še ta stara delavnica, to vi gotovo ne veste, ali pa na Šecarjevi 35 smo prej delali, pa smo pa kupili tole stavbo, pa preuredili smo jo
in zdaj smo pa tlele tudi že kar precej dolg cajta, ja. No in kot vidim, oblikuješ z glino in kaj oblikuješ? Zdaj oblikujem Ludvika, da bo lep, da bo za v trgovinco, a ne? In če je za v trgovinco, pa je denar, če ga pa ni za v trgovinco, pa denarja ni, a ne? Kakor, ja, in pač lep je, moraš ga imeti rad, a ne, preprosto. Rad moraš imeti izdelke druge, ki se vlivajo, imamo tudi no, tako, ja. In kot je videti, imaš ti glino zelo rad. Ja, precej jo imam rad, ja. Kaj pa ti delaš tukaj v delavnici? Tukaj pa delam tudi z glino. Trenutno delam ptičke, retuširam jih z vodo, pogubco, predvsem to. Koliko časa že ti prihajaš tukaj v VDC? Ne vem. Toliko let je že, da sploh ne vem, ne štejem. No in ti si tudi odlična slaščičarka, hodiš v hotel Astoria na Bledu, tvoje slaščice smo že poizkusili in kaj sedaj ustvarjaš, kadar prihajaš tja? Isto delam, pač vse slaščice, kar jih je. Zaenkrat srčkov še ni, ampak upam, da bodo. Je bil to največji tvoj uspeh srčki ali bil še kakšen drug? Pravzaprav srčki so bili kar moj največji uspeh in ponos. In seveda tudi druge sladice delamo, ampak to pa bolj izpostavljam v prednost. Ali potem tudi doma kdaj kaj spečeš? Seveda. Sem že spekla, pekla sem že en par tort, sem spekla za rojstne dneve, pa tudi piškotke oziroma kukije z netopno čokolado. In kolikokrat odhajaš v hotel Astoria na Bled? 3 do 2 na teden. In uživaš, a ne, kot se ti vidi. Seveda. Varovanci varstveno-delovnega centra Radovljica se vključujejo tudi v delovno okolje. In kje jih vse lahko srečamo? Za naše uporabnike, varovance se trudimo poiskati različne vrste dela v različnih delovnih okoljih, takšne vrste dela, kjer lahko nekako najbolj uporabijo svoje spretnosti, izrazijo svoje interese, svoje talente. Tako da so si te vrste dela med seboj zelo različne. Ena od teh vrst dela je sodelovanje s tako imenovanimi kooperanti. Gre za način dela, kjer naši partnerji pripeljajo različne izdelke v naše prostore in uporabniki v naših prostorih te izdelke dodelajo, naredijo do konca in na ta način pač so vključeni v neke delovne aktivnosti. Za tiste uporabnike, ki imajo mogoče bolj ambiciozne želje, se bolj želijo prilagoditi na naš, mogoče živeti bolj podobne izkušnje, kot jih imamo ostali ljudje, imamo možnost, da se vključujejo v tako imenovane storitvene dejavnosti. Gre za aktivnosti, kjer skupina uporabnikov z našimi mentorji odide v okolje in tam opravi neko storitev. Na ta način sodelujemo z občino Radovljica, kjer se uporabniki vključujejo v različne oblike zelenega programa. Podobno sodelujemo z podjetjem Dom Invest, kjer naši uporabniki sodelujejo v čiščenju večstanovanjskih stavb. Nekako najbolj samostojna oblika dela, kjer pa naši uporabniki dejansko so vključeni v čisto običajne delovne sredine, so pa sodelovanja v slaščičarni, z Hitalpinejo v Kranjski Gori, z Vilo Podvin, z hotelom Astoria, hvala lepa. Tukaj se pa naši uporabniki vključujejo v različne oblike dela, večinoma kot pomočniki v slaščičarni, v kuhinji ali pa v ostalih hotelskih opravilih. In seveda nekateri so tudi že zelo uspešni.
Tako imamo zelo uspešne zgodbe, kjer so uporabniki zelo samostojni pri svojem delu, kjer so v teh svojih delovnih okoljih zelo lepo sprejeti in kjer nastajajo pravzaprav zelo lepi izdelki in nič ne zaostajajo skoraj da za ostalimi zaposlenimi. No, in če ostaneva še malo pri 40-letnem jubileju, kako ste ga proslavili? Ja, 40-letnico smo obeležili z tako slavnostno prireditvijo, ki je potekala v Linhartovi dvorani, kjer smo naredili kratek pregled zgodovine. Sledila je naša predstava, se pravi v sodelovanju z gledališčem Toneta Čufarja z Jesenic so naši uporabniki skupaj z režiserko Niko Bergant pripravili predstavo Videoklub, ki je bila odigrana na tej naši slavnostni prireditvi. Kasneje smo se pa imeli možnost še predstaviti za izdelki na bazarju. In kako gledate v prihodnost? V prihodno bomo prav gotovo še naprej veliko naše pozornosti namenjali temu, da bomo za različne uporabnike na različne načine lahko zadostili njihovim različnim potrebam. To se mi zdi zelo pomembno, da smo ves čas nekako usmerjeni v to, da naši uporabniki imajo nekako individualne potrebe in da prav za vsakega posebej moramo na čim bolj skrben način poskrbeti. Sodelovanje z okoljem je prav tako zelo pomembno, brez tega nekako naša dejavnost ne more dobro uspevati. Verjamem, da se bojo še naprej razvijale različne oblike dela, različne oblike drugih aktivnosti in da bomo uspešni pri tem, da bomo za vsakega uporabnika našli nekaj, v čemer lahko uspeva. Tudi ti si v varstvenem delovnem centru v Radovljici. Kako pogosto prihajaš? Z avtobusom. Pa zato, ko pridem, pa se oblečem pa pridem. Aha. In ti hodiš kot uporabnik čistiti prostore. Kako se počutiš in kako? Dobro, v redu. Kaj pa vse počistiš? Štenge, pa hodnike, pa stopnišče, pa klet. In kako te sprejemajo stanovalci, ki jih srečuješ, so prijazni s teboj? So prijazni, ja, so. Me tudi pohvalijo. Pred leti ste se odločili, da začnete z blagovno znamko Biseri. Kako je sploh prišlo do prve ideje? Do ideje je prišlo, ker smo opazili, da se naši izdelki dobro prodajajo, da je pa v ozadju odlična zgodba, katero lahko izpostavimo, in ta zgodba se pa strne v imenu blagovne znamke in s tem smo, verjamem, da dosegli na trgu večjo prepoznavnost, smo bolj prodorni, prepoznavni, pa hkrati uspešnejši. In svoj lastni program prodajate tudi v tej trgovini, ki jo imate v varstveno delovnem centru? Ja, prodajamo tukaj v naši trgovinci, mi kar rečemo trgovinca. Še eno trgovinco imamo na Jesenicah, veselo pa, uspešno pa prodajamo tudi po ostalih lokalnih trgovincah tukaj po Gorenjskem. Želja je, da se širimo tudi širše, da postanemo še prepoznavnejši, tako da to so naši plani. Vsi izdelki so iz lastnega programa in izdelani ročno tukaj v delavnici, ki jih izdelujejo vaši uporabniki. Ja, res je. Smo ponosni. To so ročno izdelani unikati. Vsak, verjamem, ali pa tudi mi stojimo za temi izdelki in vsak izdelek ima vtisnjen en pečat vsakega posameznika, ki doprinese k celotnemu končnemu izdelku. In na to smo ponosni. In verjetno tudi sami uporabniki na svoj izdelek, ki ga izdelajo. Ja, najbolj so veseli, ko vidijo svoje izdelke nekje v okolici, ki se prodajajo in so ponosni in rečejo, evo, naše skodelice se prodajajo, naši predpasniki, ne vem, karkoli. V glavnem
se najdejo noter. No. Še bolj pa, če jih nekdo pohvali. Ne? Ja, te pohvale smo pa vsi veseli.